Na 31. oktober v Sloveniji obeležujemo rojstvo slovenskega knjižnega jezika. Dan reformacije je slovenski državni praznik in dela prost dan, zahvala pa gre komu drugemu kot Primožu Trubarju. Trubar je v času reformacije, natančneje leta 1550, v Nemčiji napisal in natisnil prvo slovensko knjigo imenovano Katekizem. Temu je kmalu sledil abecednik. Obiskali smo grajsko tiskarno na Blejskem gradu, ki jo je pred davnimi leti obiskal tudi Trubar sam. Ja, Trubar je na samem začetku dal natisniti, zdaj najbolj dve znane deli, ki poznamo, v bistvu sta abecednik pa katekizem. Pomemben je, ker je hotel približati tudi preprostim ljudem tiskano besedo, zato je bil tudi abecednik oziroma abecedarij. Tega smo tudi natisnili tukaj, jih še pokažem. Ta je bil v bistvu na kratko, da povem, za učiti brati pa pisati. Zdaj, če pogledamo sam abecednik, na začetku nagovori Slovence, to se je prvič dogajalo, da je bil slovenski narod nagovorjen kot Slovenci in tukaj se pravi čisto v parah besedah to razloži, se pravi tudi sam način tiska oziroma besede, se pravi omenja črke, par besed je za vaditi, naprej je tudi nekaj poznanega, se pravi so tudi imena, pa potlej še par tekstov, tako da čisto taka preprosta, bomo rekli, slovnica. Trubar je mu tudi problem, ker je mogel nekako zoblikovati slovenski jezik. Zdaj sami dialekti, danes jih imamo kar nekaj, ponovadi že vsak ve, s katerega konca kdo prihaja, on je pa mogel nekako srednjo izbrati in določiti, se pravi, ta jezik, kar pomeni tudi, da je danes majhen težko zabrati ga. Kakšno črko je treba zamenjati, se pravi, ta prav štimovci je treba dati not, se reče, ta prav črka čejev, šejev, žejev takrat ni bilo. Tudi kakšne druge črke se tukaj pojavljajo, ki jih danes nimamo, vidimo tudi kakšen Q, X v dvojni pa Y, teh danes sicer nimamo. Trubar je tiskal v Nemčiji z pisavo Švabah imenovano, ta prvo abecedarij, kasneje je šel tudi na latinico. Je bila majčkeno lažje berljiva, ampak čez začetek je bila pa ta Švabah pisava, pa lahko tudi še pokažem, kako je bila ta natisnjena. Drugače je bilo takrat tudi kakšna glava je šla stran zaradi tega, če je kdo tiskal na črn, tako da tudi kakšen ime je bil izmišljen sploh tiskarja, ker je bilo nevaren za tiste, ki je tiskal. Trubarjeva želja pa je bila, da je vsak lahko dostop do tega, do knjige in da tudi razume tiskano oziroma pisano besedo, jezik. Ja, Primož Trubar se je tudi ustavil na tem gradu, je tudi prenočil tukaj in 13 dni je potoval iz Nemčije do sem, tako da v bistvu je bilo precej hitro, glede na to, da ni bilo avtocest. Kar je tukaj, kar se dogaja na Blejskem gradu, majčkeno povezave je, se pravi zgodovino, bil je Trubar tudi tukaj. Ni pa tako deloval, ampak je na tak način, kot ga tukaj vidite, je tudi dal natisniti prve dve slovenske knjige. No, tej tehniki se reče visoki tisk oziroma knjigotisk, to je bila prva tehnika, ki se je uporabljala. Zdaj izumil jo je, oziroma začetnik takega tiska v Evropi je bil pa Gutenberg. Gutenberg je izumil, se pravi, tak tiskarski stroj in pa tudi posamične črke, katere so zlagali skupaj eno za drugo. Se pravi, tale prešča je delana pravzaprav ročno, je naredil gospod mojster Rozman in sama tiskarna tukaj na gradu je pa koliko stara? Zdaj to tiskarno je v letu 2000 odprl Janez, mojster Janez, in jo je tudi v bistvu naredil, se pravi, iz tega starega lesa, ki je bil prej v cerkvu na Brezenc, tako da je probal čim bolj približati tistemu, kar je bilo na začetku. Se pravi, od izdelave same preše, da že se pravi 18 let, ker je tukaj tiskarna odprta. Takrat je tudi začel zbirati stare črke. Moram reči, da jih je zmer težje dobiti. Včasih tudi dobimo črke, ki niso glih iz Slovenije ali pa bom rekel iz Jugoslavije, ker se še pojavljajo šumniki. Tako da dostikrat tudi teh nimamo. Zdaj tukaj, kar smo prej stavili, tlele Primož Trubar, če ste ugotovili, tale Z nima strehce gor, tako da je Z nižja. Tako da to lahko naknadno tudi odtisnemo, se pravi ročno še pritisne zraven, ker črk ne delamo danes, zbiramo vse te stare. So pa to najmanj 40-50 let stare črke, ker takrat so v bistvu nekako prenehali s to tehniko zaradi modernejših, hitrejših.
Se pa še najde v kakšen garaž, mogoče kakšen mah ali pa kakšna škatla se še kivala s tem črkam, pa takrat tudi dobimo. Imamo pa še kar nekaj teh na zalogi, no, tako da se pa lahko uporabljajo par tisočkrat, preden se toliko obrabijo, da jih moramo zamenjati. No pa da zdaj še pokažemo, kako je bila sploh prva slovenska knjiga napisana. Tukaj imam zdaj sliko, da današnji dan mečkan drugačno, tako da tudi pokažemo, pa še mečkan opomnimo kakšnega na današnji dan. Tukaj se nanese barva. Mogoče je ta zanimivost, danes za barvo uporabljam jaz valček. Preden so pa izumili valčke, so narejeni iz gume, so pa uporabljali tako orodje. To so bili v bistvu tufi, tuf se reče temu orodju in s temu so šli po barvi, pa potlej gor po tekstu. Posebnost tega tufa je bila, narejeni so bili iz pasje kože. Psi ne švicajo, po domač nimajo por, tako da je v bistvu barva ostala na površin, ni šla noter. Kar je bilo pomemben, noter so dali stare cune, mora biti vse en majčkan mehko, zato da se barva res lahko lepo nanese na tekst. Ko je barva nanešena, se uporabi papir na celulozni osnovi. V grajski tiskarni tega izdelujejo kar sami. No, zdaj smo tukaj nastavili papir, vse skupaj gre noter in zdaj se s to ročico stisne in dobimo ven odtis. Zdaj ta prejša, ki jo vidite tukaj, to je rekonstrukcija, se pravi miza iz 15. 16. stoletja, narejena je pa iz zelo starega lesa. Leta 2000 so menali zunove na brezenci in z tistega lesa je tudi mojster Janez naredil to prejšo, tako da je čim večji približek tistemu, kar je bil včasih, ker starih pač ni več. V staremu načinu tiskanja pa smo se preizkusili tudi mi. Zdaj nazaj. V redu, pa še nazaj, ja, tako. Tukaj se že tudi mečkano vidi relief, to je tudi posebnost te tehnike, da naredi mečkan reliefa v papir noter. Tudi kakšne starejše knjige, če se jih pošljata in da se čuti ta relief, pomeni, da je tiskana s to tehniko. Mogoče bolj moderne mašine, ampak ta tehnika. No, zdaj abecedari, ki ga delamo tukaj, je tudi se prav potiskan na star način, vezan ročno in tudi ulepljen v platnice. Noter so lesene, zunaj so pa tudi še potlej potiskane. Tako da izvedba samega abecedarja je ista, kot je bila takrat, sam pač ni zdaj iz tistega časa. Da originala ne bi tako držal. Original še obstaja, ampak ni pri nas, je v Avstriji na Dunaju v muzeju. Leta 2008 so ga pa posodili v Ljubljano, v Naroden muzej, kjer se je tudi lahko ogledali to knjigo, ker je bila 500-letnica Trubarjevega rojstva. Iz obdobja reformacije sta pomembna še prevod Svetega pisma Jurija Dalmatina in prvi slovenski pravopis Zimske urice Adama Bohoriča. Približno polovico vseh knjig, ki so jih napisali protestantski pisci, je prispeval Primož Trubar. Trubar je umrl leta 1586 in je pokopan v Derendingenu v Nemčiji.